Skratka, danes se bomo tukaj pogovarjali o prednostih prevajanja fantazijske literature, prednostih in mogoče slabostih, bom videl, kako iskrena bosta moja gosta. Za začetek bi mogoče nekaj, kar bom pozneje se navezal, pa mogoče samo da ne pozabim. Včeraj je bil tukaj en pogovor o sodobni fantaziji v slovenskem jeziku in zdelo se mi je zelo zanimivo, ker sta dve avtorici, ki pišeta v slovenščini, obe priznali, da raje bereta v angleščini, se pravi, da raje bereta v originalu, češ da se s prevodom marsikaj izgubi. Tako da bomo danes tudi to nagovorili za vse tiste, ki so v zadnji vrsti, kazal sem, ja, ni važno. Prvo vprašanje pa malo za ogrevanje, seveda, z mano sta Sergej, hvala sneti. Živijo. Čakajte, jaz to chargeam the distance. Evo, je dober, v redu? Ok, tako nekako. In pa kaj je Bucin Pavlović? Živijo. Oba prevajalca iz angleščine, oba prevajalca, poznamo je pravzaprav predvsem kot prevajalca iz fantazijske literature, čeprav sta preveda tudi še kaj drugega. In mogoče prvo vprašanje je bila to neka vajna zavestna specializacija, da sta se sama odločila, da bosta prevajala fantazijo, sta bila v to potisnjena, ker nihče drug se ni hotel lotiti teh velikih špehov. Predvsem pa seveda, zakaj, ne nazadnje, vendarle domnevam, da je na neki točki to vajna zavestna odločitev, se pravi, zakaj sta se odločila za fantazijo, pa bom dal prednost Kaji, da ona prva spregovori, ker je že prišla prej pa pripravljena, za razliko z nekaterih, ki so neprespani v pol enih. Hvala. Ja, to je bila zame zavestna odločitev. Jaz sem določene od teh fantazijskih knjig, ki sem jih prevajala, recimo iz Ruvano, tudi v bistvu predlagala urednikom, ker so bile to knjige, ki so bile meni všeč. To izhaja čisto preprosto iz moje ljubezni do fantazije, to je bilo meni vedno najboljš brati, s tem sem nekako odraščala kot bralka in potem je bilo to nekako tudi največji izziv prevajati, zaradi tega, ker si želiš, da bi pač ta dela delovala v slovenščini enako dobro, kot delujejo v izvirniku, oziroma zdaj približno, da bi se pač čim manj izgubilo in da bi v bistvu bralcem v slovenščini dal podobno izkušnjo. Ta izkušnja, kako se v bistvu potapljaš v ta drugotni svet, je tisto, kar je pač pri fantazijski književnosti najpomembnejše in v bistvu kako bralcu omogočiti, da ga nikoli ven ne vrže s temi tvojimi rešitvami prevodnimi, zato ker pač pri dobri fantaziji avtor v bistvu poskrbi, da ko bralec vstopi v zgodbo, je v mislih ne zapusti, dokler v bistvu ne odloži knjige. Se pravi, vsaka nekonsistentnost, vsaka okoren world building, se pravi, gradnja sveta, to so vse stvari, ki te vržejo ven iz tega. Se pravi, kot prevajalec pač v bistvu moraš poskrbeti, da tvoj novi bralec v novem jeziku ima enako izkušnjo, da pač v bistvu ga z ničemer, z nobenimi štorastimi rešitvami ne vržeš ven iz tega. To je bilo meni vedno v največji izziv. Super, skratka, Sergej, še to vprašanje zate. Ja, se opravičujem, sem malo na slabem glasu, pa ne prespan, ker je šlo veliko dobrih videoiger zadnje čase. Sem igral Doom do prepozno. Skratka, eno zanimivost nekaj, ta je rekla, a veš, kaj reče v Gospodarju prstanov, da je Gandalfov ognjemet šel kot brzo vlak, recimo, ne? No, to sem rabo kar par dni, da sem se odločil, da bom pustil, ne? Ker pa me en kolega rekel, gospod, a si to ti zasral? Sem rekel, ne, to sem pustil, ne, zato ker če je on zasral, to sem tudi jaz zasral, ne, kakor, ne, če v tem svetu seveda ni brzo vlakov, ne. Ampak ja, no, pač ta je bila ena zanimivost, ne, kako me je to prinesel, ja, tako kot ti, ne, rad sem bral to, zelo rad sem bral to, preveč rad sem bral to, veliko sem bral, ampak pisal sem pa bolj o videoigrah in tako naprej, ne, pa pač
ta eseistična komponenta je prišla tudi v prevajalsko komponento, potem sem se nekaj ne pojavil na mladinski knjigi, zelo optimističen, jaz bi malo prevajal, ne? No, ja. Sej sem, ne? Ja, malo. Pač dobro sem nekaj drugega, ne? Hotel sem v bistvu Abercrombie, dobro sem pa Rothfuss, ampak tudi Abercrombie sem pol zasačil, ne? In zdaj sem pa toliko. Tako da nekako se eno v drugo preliva, ne? Več tazga nisem prišel kot kovilno strugar, ki je enkrat videl nekaj drugega, da čisto normalno tako kot ti. Zdaj, ti si se že nekaj dotaknila tega, kaj je drugače pri prevajanju fantazije, ne? To se mi zdi, vseeno se mi zdi, da je tudi pisati fantazijo drugače, se pravi bi rekel, da je to vendar tudi za prevajanje malo drugačen poseben žanr. Predvsem pa mi je zanimivo pač seveda tudi slišati iz tega, ker meni se zdi ne samo drugačen žanr, ampak težji žanr v resnici, ne? Če gledamo recimo dobro zdaj, da primerjam z neko kriminalko, ki se vseeno dogaja v nekem realnem svetu, kjer mogoče moraš izumiti kakšno besedo, ampak recimo pri fantaziji, pa tako, ko si ti rekla, ne, veliko je odvisno tega, kako boš ti prevedel vsak posamezno, ne vem, orožje, izmišljeno besedo, neko novo izdelano besedo, ker seveda bralec, kako si rekla, ne smeš tega vrže ven iz zgodbe. Se pravi, kaj je drugače, ker ste vseeno prevajali tudi kakšne druge reči, ne prevajate samo fantazije, kaj je pri fantazijskem žanru v prevajanju drugače in če moja teza drži, da je tudi težje? Ja, v bistvu moraš prevesti celoten svet, ki si ga je avtor izmislil. Zdaj pač pri nekaterih avtorjih je to v bistvu malo teh novih izumljenih besed, pa se večinoma v bistvu držijo tega, kar že obstaja. Pač, da imaš neke znane te vrste, recimo, magičnih bitij in tako naprej. Pri nekaterih gre pa res za velike kreacije. In meni osebno je bilo to, recimo pri Scottu Lynchu, pač to je bila ena najbolj zabavnih zadev, ki sem jo delala. Pač jaz imam potem tak velik slovar, ki ga potem pokažem tudi urednici, ki je imela tudi precej vpliva na to, pač pri določenih so se pogovarjali, ko pač njej ni bilo nekaj všeč, pa je ona poskusila pa tako. Ampak večinoma so pač kar moje rešitve upeljale, ampak meni je to nekaj najboljšega, ker to se mi zdi, da je tisto, kjer se lahko res igraš z jezikom. Pač naš jezik seveda deluje čisto drugače kot angleščina, zaradi tega, ker imamo manj teh skovank, ki teže lepimo besede, kot angleščina ali pa recimo nemščina sploh, ki kar vse pač daš skupaj pa nara, ta nova beseda, to kar nas ne gre. Tako da dostikrat je treba kaj mičkom bolj opisno ali pa kaj takega. Pojavi se recimo zanimiv problem, ko sem prevajala Holly Black, je ona pač tisto trilogijo, se pravi Okrutni princ in tako naprej. Tam noter je en kup v bistvu mitoloških bitij iz te anglosaške folklore, ki se pravi, si jih ni ona zmislila, ampak jih je v bistvu pobrala iz folklore, ampak mi prevodov za ta bitja nimamo v slovenščini, zato ker niso del naše folklore. Se pravi, mi imamo lesnike, pa mi imamo, ne vem, rusalke, pa vile, pa tako naprej, ampak to niso direktni prenose, recimo. Takrat tam sem se kar hecala zaradi tega, ker v bistvu ne moš ti reči enemu bitju, ki je tam pač, ne vem, nek brownie, ne moš reči kaj rjavček, pa kar biti zadovoljen s tem, pač ne deluje čisto na isti ravni. Tako da, tam sem se kar zabavala s tem. V bistvu pri izruvani pa ni bilo toliko, tam je bilo tudi malo kreacije teh besednih zadev, ti so bilo polno. Ampak, kar se pa tiče tega, koliko je težko, zdaj, če primerjamo, recimo, jaz sem prevajala še romance, pa prevajala sem krimije, oziroma trilerje, pač tam je res tako, da je ta sodobni svet in pač so stvari, sem z izjemo, pač ne vem, ko sem morala raziskovati, kaj se zgodi truplom, ko razpadajo, pač pa kako se imenujejo določeni deli tega razkroja in tako. Razen tega ni bilo blazno veliko raziskovalnega dela. Pa sem pa zadnjič na predstavitvi na tiskovki od te zadnje knjige od Hilary Mantel, od Wolf Halla, ki ga je Dušan Gazabukovec prevajala, ki je tak špeh, pač pri katerem je morala gospa, Andrej se smeje, ker je bil tam, ker je morala gospa v bistvu za nazaj
iskati zgodovinske, več v bistvu te vse osebnosti, ki mogoče so enkrat že bile prevedene, pa imamo to nekje zabeleženo, mogoče pa tudi so to čist nove osebe, mogoče je to izmišljena oseba, mogoče je resnična oseba in je v bistvu tako to raziskovalno delo, ki ga je morala vložiti tako osupljivo. Tako da, mogoče potem iz mojega vidika, jaz imam rajš to, da si lahko jaz izmišljujem, da se lahko gram, kakor da moram tam brskati po slovarjih, pa po pravopisu, kje je nekdo že enkrat to prevedel, pa kako se sklanja, pa ja. Sergej, ti si vseeno, tudi si pomagaš vse pri Tolkienu, domnevam, da tudi kakšnimi starimi slovarji, recimo, tako da je tudi nekaj tega raziskovanja, ni samo čista invencija, rečemo temu. Ne, ni invencija, dosti različnih stvari je. Hočem reči, najprej to, žanr sam po sebi ni, ne če je lih lažje en kot drug, recimo, da sem pravil te Krimiče od Knoxa, tam je bilo ogromno enih zadev, ker je v bistvu tako kaj noir pesnitev na pol že bila in je odnašal neke domišljijske vode in praktično moraš vse še enkrat si izmisliti, ker sem nekaj tako prevedel, pa sem tisto prebral, pa se rekel, ne, to ne bo šlo. Pa recimo Matthew Perry, spet na drug način, so te današnje kulturno pogojene stvari v Ameriki, kako zdaj to prevesti, da bo naš brat sploh razumel, tam omenja neke bolnišnice, pa neke stvari, ki jih je zaužil in tako naprej, pa ene ljudi, pa zdaj kaj zdaj s tem. Hoče reči, vsak žanr ima neko svojo, pa tudi ne žanr, ima neko svojo specifiko, ki se jim moraš posvetati. Je pa znotraj žanra, se mi zdi, več nivojev, ne da bi zdaj tukaj hotel, da reči, da je bilo vse drugo simpel, ampak to je bil res težak v tem smislu, ker je res se posvetil tam jeho življenjsko delo in tako naprej, in pol je bilo treba temu ustrezno se posvetiti, in pač ozadje raziskati in tako naprej. Zdaj, da bi pa rekel, da je prav žanr fantazijski sam po sebi težji prevajati kot nekaj drugega, ja, niti ne, po mojem bolj je tako, da določene stvari znotraj žanra so lažje za prevajati. Ko če vzameš neko literaturo, pa vzameš Nokema recimo, tam se mi zdi. Ok, super. Odprl si tudi to zelo pomembno misel, pa tudi kaj ti si že nekaj o tem govorila, skratka, kako je pa znotraj samega žanra, glede na različne avtorje, kaj ti si, kot si sama omenila, prevajaš vedno Holly Black, mislim, da še tam ni konec, ali kako je? Ne, tiste je prevzel Andrej Hitin. Aha, ok, skratka, drugkrat, Naomi Novik, Scotta Lyncha. Kakšna je pa tu razlika znotraj posameznih avtorjev? Vseeno, znotraj žanra je seveda zelo velike so razlike od podrobnosti gradnja sveta, pa tudi slog ne nazadnje. Se posebej pripraviš na to, da se posebej pripraviš na slog kot na neko posebno idejo, ki jo moraš seveda malo drugače, ker ne moreš enega avtorja prevajati enako, pač moraš vendarle ti kot prevajalka prilagoditi, bomo rekli, svoj slog prevajanja vedno nekemu novemu avtorju. Skratka, kako se pa znotraj tega, da recimo poskrbiš ne nazadnje za to, da se recimo Scott Lynch ne bere enako kot Holly Black, ne? Ja, definitivno je razlika, še posebej zaradi tega, ker je tudi eno mladinska književnost, eno je pa književnost za odrasle, se pravi pri mladinski, tukaj je že jasno iz izvirnika, da je gre za dostopnejše besedila. Recimo Holly Black, pa tudi potem, če vzamemo, tudi če gremo izven nekak fantazijskega žanra, recimo jaz sem prevajala Becky Albertalli, recimo ta Love Simon, z ljubeznijo Simon, to je zelo, in pri Holly Black je isto, da je zelo tak svež jezik, se pravi, določeni liki v tej seriji od Holly Black so ljudje in govorijo neko to sodobno ameriško angleščino in v bistvu ti si tukaj ne moš prvoščati nekih zelo literarnih izrazov in tako naprej, stavki so krajši, slog je jasnejši, slog je preprostejši in ti moš to v bistvu kot prevajalec zajeti. Medtem ko pri recimo Lynchu ali pa pri Novik je bilo tega, je več teh, so bolj obložen slog in to v bistvu moš upoštevati kot prevajalec. Ti moš biti, mislim, to je ena od teh stvari, ki imamo prevajalci malo problem včasih, mi moramo biti nevidni. Če ne bi bil prevod dober, bi moral biti prevajalec čim bolj neviden. Se pravi, jaz nisem, kar jaz upam, da ko ljudje berejo te moje prevode, ne berejo, kaj je odzival, če berejo Naomi Novik in berejo Scotta Lyncha,
In zaradi tega, ker jaz sem tukaj samo ena, ne vem, leča, ena očala, jaz sem tako videla pač svoje delo, no, pač jaz nisem hotela pustiti svojega pečata pač na teh knjigah, ker to pač ni bila, kar se mene tiče, moja vloga. Ja, tako da sem se pač vedno poskušala čim bolj držati pač sloga izvirnika. Zdaj, serije, ki so pravkar tudi šle Tolkienove nedokončane povesti, za vse tiste male reklame, seveda, ker je to nenazadnje tudi dogodek organizacije Mladinske knjige na njihovi stojnici, lahko knjigo že dobite, če boste tekli pravočasno iz dvorane in se vrli nazaj, bo mogoče Sergej tudi podpisal kakšen izvod, mogoče še vam narisal kakšnega hobita ali dva. Tam noter ni hobit, oziroma zelo malih je. Ampak to je edino, kar znaš narisati. No, tako. Skratka, zdaj si prevedel kar velik del njegovega opusa, se pravi večino pomembnejših knjig o srednjem svetu. Zdaj, Tolkien je seveda klasik tega žanra, to prinaša neke posebne specifike, to je prva taka, to je hardcore, skratka, začetek fantazijske književnosti. Če zdaj izzameva detaljnost tega sveta, kar si že nekaj omenil, Tolkien je tukaj res totalist, ima cel svet izdelan. Kaj pa so bile tukaj na področju jezika mogoče največje tvoje zadrege ali pa mogoče kako se ti zdi Tolkienov slog, recimo v primerjavi z Abercrombiem, z Rothfusom in kaj si moral tukaj posebej poprijeti, da si se ga lahko lotil? Ja, poleg teh dveh glav, ki jo imam, se pravi ena angleška pa ena slovenska, mi je še na teh glavah zrasle 7 glav, no vsaki, ker je bilo treba, tako kaj je rekla, moraš biti zvest izvednikom, ne pečatirati sebe gor, ne vtiskati, jaz sem to sem sniti, ja veš, zdaj bom jaz tukaj pusto pečat, ne. Ja, moraš paziti na svoj ego. Kako? Moraš paziti na svoj ego. ego. Ja, vedno, odložiš pri vratih delovne sobe pa zapreš, drugače pa zbrcaš še malo, drugače, hitro se najde, ne, veš, hitro, ne, to, vse to pa, on ti ni to dobro naredil, veš, bom jaz boljš, ne, to ni dobra ideja, sploh, ker to pač pol zraste vse mogoče, ampak, skratka, Tolkien je zelo pedanten, bil zelo cizen in seveda hobiti govorijo drugače, in tako naprej, in med sabo govorijo drugače, in Gondori govorijo drugače, in tako naprej, treba vse posneta, ne, zdaj, seveda, ti kot prevajalec imaš tukaj besede, ogromno skladišče, lego kockic, ki so besede, ne, ampak katere zdaj kje uporabljati, to je problem, ne. Nisem to, da se ti zdaj važiš, koliko je znam filmu, da se ravno pa če tudi uporabljati, ne, ampak, ne, kar je že fajn, recimo v Jokeru smo se hecala, ne, tukaj pa ne gre, ne, pač moš prav, boš zadet, ne, in to je pač še dobro, da sem imel pedantno lektorco in seveda še bolj pedantno urednico, ne, in smo skupnimi močmi to nekako, ne, kjer sem jaz zašel preveč, ne, pa premalo mogoče tudi, ne, da ni zvenelo zelo orkovsko, ne, čeprav, roko na srce si pravzaprav, recimo, ne, v filmu orki zvenijo zelo orkovsko, v knjigi pa niti ne, niso toliko neki, ne, ki je Jackson, kar naš dom, ne, recimo, ne, ampak pač, ne, ne, oni niso dobro, recimo, ja samo, ne, samo da pa Gollum, Gollum so dobro primer, kako zdaj recimo Golluma ločiti od orkov, ne, da niso oboji neki isti pošastki, ki ne gledajo, in tako dalje, ne, problem je v tem, da je ogromno tega, ne, in pride v nekom drugam, in oni govorijo drugače, Theoden govori drugače, govori drugače, Minas Tirith, to spet en govori malo drugače, Stržarina spet govori tisto, oziroma podobno zvene. Te zvene je imel Tolkien zelo pedantno razdelane in seveda tega smo slediti. Ko imaš pač za sabo 1500 strani, pa ti čaka še 300, ne, pa še 500, ne, si že malo tako, a to sploh deluje, ne. Upam, da deluje, še danes upam, da deluje, ne. Silmarillion pa Anfišteljs, ne, sem pa v tem povedal vsaj malo lažje, ne, zato ker ni toliko primerov govora, ni toliko ljudi, ki govorijo, ne, zdaj, da ni nič, ne, ampak recimo je bolj biblična zadeva, ne, tam sem pa lahko svojo patino starinsko tako, premazal, zato ker je to dan, to je na veliko. No, zdaj pa gremo v ta drugi del pogovora, o katerem se bomo malo spraševali v smislu vajnega dela, da sploh zdajle čemu sem sploh tle? Ja, čemu sem sploh tle, čemu smo vsi sploh tle. Ja, mislim, da smo v eni zelo nenavadni situaciji, oba prevajate z angleščine,
vsi novejši trendi, vse raziskave kažejo, da večina ljudi, večina mladih recimo, če posega če bere v angleščini. Tudi tukaj na konvenciji na meji nevidnega, kar mene vedno znova preseneti, se dogaja tako, kot sem že prej opisal, so taki dogodki, pa tudi včasih, ko se pogovarjam z ljudmi, mi vsi rečejo, ne, jaz raje berem v izvirniku, če znam anglešk, bom ja boljše razumel, mislim, manj se bo izgubilo v mojem razumevanju, če bom bral izvirnik, kot pa se izgubi v prevodu. Zdaj jaz seveda ne rečem, ne obstaja, saj vemo, ne obstaja pri nas svašta založb, svašta prevajalcev, niso vsi najboljši, izidejo tudi kakšni prevodi, ki ne bi smeli iziti, ki so nedobro urejeni, nedobro prevedeni in vse tako naprej, ampak recimo jaz, ki veliko berem tudi v angleščini, nemščini, tudi v hrvaščini, srbščini, ampak če obstaja knjiga v slovenščini, jo bom zmeraj prebral v slovenščini. To se mi zdi nekako logično, najbolj razumem slovensko. In mogoče je moje prvo vprašanje v resnici neka špekulacija, ki vem, da zdaj vidva nista raziskovalca branja, nista neurologa, nista jezikoslovca, ampak vseeno, no, jezikoslovca sta, se pričujem, da se bavim. Jaz sem neurolog. Ja, ti si jezikoslov, jaz sem neurolog. Kaj si ti res? Sta jezikoslovca, to sta. Ne, tok nizko povedal, to sem jaz. Skratka, a se vama zdi, da je ta, kako bi zdaj to lepo oblikoval, da bi obliko žalo ljudi, ampak da je ta neka ideja, da ljudje, če znajo anglešk, da dost boljš, da bojo razumeli v angleščini, da je to čisto res. Posebej jaz opazujem, da dostkrat mladi radi berejo v angleščini, ali pa še tako včeraj je bil mislim, da dobro izhodišče za to debato. Je rekla ena gospa, da seveda v slovenščini, da ko bereš v slovenščini, vse zveni nekako tako fake, pa čudno, da je v angleščini precej boljš. Bolje brati v angleščini, ker je kao, ta žanr živi bolj v angleščini. Ampak tukaj se meni zastavlja pač neko logično vprašanje, a ni to morda zato, ker ko ti bereš v angleščini, ne razumeš, da so tudi tam dialogi zelo papirnati včasih, da je tudi tam dogajanje zelo na trhlih nogah, samo v slovenščini to prej opaziš, ker ti je prevod seveda bliže, ker ti je slovenščina toliko bliže. Skratka, kaj vidva mislite, a ljudje, in to zdaj ostro pogledam publiko, a ljudje res razumejo boljše v angleščini kot v slovenščini? Zdaj bolj so ob strani vajo, ki sta študirali angleščino, ali pa res ljudi, ki so prebrali ne vem koliko knjig, pa res znajo jezik. Ampak nek povprečen slovenski bralec. Kaja bo prva pogumna? No, ti imaš mnenje, povej. Jaz bi rekla, da če bi se izobrazba angleščine oziroma uporaba angleščine končala ob koncu srednje šole, tam kjer večina ponavadi konča formalno učenje angleščine, bi bil odgovor absolutno ne. Ampak zaradi tega, kakšen položaj ima slovenščina v svetu in koliko pač mi potujemo, delamo in v bistvu konzumiramo tujih vsebin, brez da bi imeli opcijo jih konzumirati v slovenščini, je ta raven pri večini ljudi, sploh da zdaj tukaj pač, mi smo mehurček, ne? Pač če greš, ampak tudi če greš presek pač slovenske družbe gledat, je ta raven precej višja, kot smo jo odnesli iz srednje šole. Zaradi tega, ker če ne drugega na Netflixu nimamo slovenskih podnapisov, pač moja babi sicer gleda z hrvaškimi, ampak pač večina ljudi pa si da angleške ali pa pač gleda brez, ne? In poslušamo angleško glasbo in gledamo angleške filme. In zaradi tega, ker do zdaj ni bilo dostopnih prevodov, beremo angleško fantazijo in beremo angleški žanr in tako naprej. In zaradi tega mislim, da je veliko ljudi, ki ima pač ta nivo angleščine dovolj dober, da lahko razume tudi pač neka zahtevnejša besedila. Zdaj, a je popolnoma enako, kot če bereš v svojem maternem jeziku, jaz mislim, da nikoli. Razen, če je to res nekaj, da si ti v, ne vem, službi, kjer pač ne samo, da konzumiraš angleščino, ampak jo uporabljaš
v obe smeri, na dnevni ravni, da si v bistvu potem že skoraj, mislim, tisti bilingual varianta, da ne vem, najvišji level, pol bi rekla pač, da res ni razlike. Zaradi tega, ker pač, ko na pol sanjaš v angleščini, pol pač si tam. No. Je pa, mislim, slovenščina je pač naš materni jezik in pač bomo to vedno boljše razumeli. Ne? Ampak jaz mislim, da je v bistvu nas, vsaj naša generacija, pa starejši je zdaj ne pač nočem na kogar ožati, ampak najbrž večina nas, ki tukaj sedi, nismo imeli te opcije, da bi pač brali žanr v slovenščini, zato ker pač pred, ne vem, 15 leti, 20 leti, ko smo v bistvu izgubili interes za otroško književnost, kjer smo imeli prevode fantazijske književnosti, potem ni bilo nič več za nas. Danes je pa že, če greš na oddelek v knjižnici za mladinsko književnost, imaš oddelek za fantazijo, pa imaš oddelek za resničnost. Se pravi, tega pri nas ni bilo. Zdaj v bistvu ta prehod, kjer nam se je odsekal izbor. Ne? Mi smo, pač, lahko smo brali Hobita, pa Harryja Potterja, pa Narnijo, pa ne vem, še par teh klasik, ne? Pa je pa tam pri 13 zazevala praznina, ne? Pa če v bistvu nisi imel pač nobenih, mislim, bil je pač Gospodar prstanov v tistem starem zelenem prevodu, ki smo ga pač vsi prebrali pri 14, pa nič več, ne? In v bistvu smo, ker smo si želeli tega, ne, ker pač je to tisto, kar nas je najbolj žgal, smo morali poseči po angleščini. Zdajšnjim generacijam pa tega ne bo več treba. In meni se to zdi ključni razlog, zakaj je treba prevajati. Zaradi tega, da pač ljudem ni treba izbirati, ali bodo brali v maternem jeziku, ali ne. Sploh prenašam, ker nas je toliko malo, ker govorcev toliko malo, pa če je to ključno in v bistvu ja, tako pri nas je bil ta preskok, ne, ki ga pač mlade generacije zdaj ne rabijo več, ne, ker imajo kot prvo veliko več otroške književnosti, ki je dostopna, fantazijske, ne, in potem mladinske in potem odrasle. In je njihova pot kot za ljubitelje žanra absolutno gladkejša kot za nas, ki smo se v bistvu bili prisiljeni naučiti. Ne. Mislim, a sem jaz, ko sem v 8. razredu prvič brala Gospodarja prstanov v angleščini, sem razumela, vse najbrž ne. Ampak pa, ko sem ga sedmič brala, pa sem že, ne? Pač, ampak je bilo, si se moral ful potruditi za to, no? Tako da v bistvu zdaj je ta pot ful lažja, no? In je v bistvu dostopnejši žanr, v bistvu, kakor je bil za nas, ne? Mi smo bili oni čudaki, ko smo hodili pač tam na une, ker ne vem, imel si kaj Behemota, pa knjigarno, pa konzorcijo, ene par poličk, kjer si to dobil, ne? Zdaj imaš cele oddelke za to. To je, mislim, nepredstavljivo, no? Kakšna razlika je to. Super, Sergej, kaj ti, imaš tudi ti mnenje? Mogoče ne tako močnega. Mislim, ja, če nadaljujemo tle, bolj je problem v tem, da je danes preveč vsega, tako da je bil tle problem, ali hočejo brati v slovenščini, ali hočejo TikTok videe gledati. To me najbolj skrbi. To je tisto, zato ker imaš povsod, imaš poplavo vsebina, zdaj lahko mogoče primerjajo s svojim otroštvom v Avstro-Ogrski, ko smo imeli črno-bel televizor brez daljinca, pa 3 kanale, oziroma ne, 4 kanale. Ker smo imeli tudi TV Zagreb, ne. Če ne veste, jaz sem leti 73, se pravi, da sem že kar zakoračil v, kot pravi, Avseliki, ne, zrela leta, ne. In sem marsikaj dal, marsikaj sem videl, no, tu njih res Spektrumo do zdaj Netflixa in tako naprej, ne. In je kar razlika, ne, takrat je bilo premalo, zdaj pa preveč, če mene posebno vprašate, ne. Tako da jaz nimam dostopa do nekih raziskav blaznih, niti nisem videl nekih prepričljivih podatkov, jaz pač lahko se samo nadejam in upam, da ljudje kakovosten prevod nekega klasika ali dobrih avtorjev, da to požegnajo. Ker če ne, pač lahko sam še angliške knjige naštimamo in to je to. Je pa res, da pač slovenščina je vedno bila boga, oziroma smo bogi narod na prepihu tleve, najprej je bila pač smo nemščino poverbali, pa smo imeli italijanščine, pa smo se pa hrvaščili, kakšna tvorba je že to bila in zdaj angliščina. Se vidi, kako matrika angliška prodira v slovenščino in
Slovenci se tako vijo okrog, prilagaja, ne, zmagati tekmo in tako naprej, ne reče več zmagati na tekmi, ne, in tako dalje, 1000 primerov, vsak dan sem tako, okej, ne. Ampak tako pač je, ne. Jaz mislim, da če bomo prevajali dobre avtorje in dobro prevajali, ne, tako da bo res, pač ne na brzino neki, ne, da imamo zdaj celo serijo hiter, pa še ChatGPT malo damo, ne, ampak tako da bo res dobro, ne, da je močno upanje, no, če se mene vpraša, ne, če bomo pa to tako z lopato metali, da bo čim prej, ne, da bomo imeli čim več, pa čim to pa ne bo dobro, ne. Edin, to me pa v bistvu me to najbolj skrbi, ne, da se angleščina bolj razume kot slovenščina, če bereš in gledaš, oziroma bolj gledaš, ne, angleščino že od malih nog, ne. In potem v bistvu nimaš orodij, s katero bi sploh dojel, da je to dober prevod, ne. Zato, ker ne znaš slovenski pravzaprav, ne, slovenski, če bi se to vidim. Jaz nimam tako, zdaj, vsi so taki, ne, ampak če gledam komentarje na spletu, ne, o moj bog, ne, pogubljeni smo, ne, oziroma, ni več niti tipkovnica, je to, ne. Tako da to mi je tista, veš, kar je najbolj, ne. A sploh, ljudje bom rekel, no, a sploh vidijo, kaj je dober prevod, ne. Ali je v bistvu dober prevod, slab prevod, ker dobro ga ne razumejo več, ker je več kompleksen, ne. In je potem nekaj, kar je ta slovenščina uvita okoli nabasana v angleško matriko, je to dober prevod, zato ker v bistvu bolj razumejo angleško, ne. To mene malo. Super, ja. In tu je še eno zanimivo vprašanje, mogoče kaj je tudi bolj zate, ti si tudi zdaj, se pravi lani, ti je šel tudi slovenski prvenec, tako bova rekla, ne, čeprav pišeš v angleščini, objavljaš v angleščini, dejansko živiš od pisanja v angleščini, ampak si recimo lani izdala tudi svojo prvo knjigo v slovenščini. Kako se ti pa zdi, meni se včasih zdi zelo zanimivo, posebej med mojimi kolegi slovenisti, ki dostikrat, ko se pogovarjamo o tem, kako knjige vplivajo med sabo druga na drugo, pozabijo na prevodno, recimo, literaturo, ne? In jaz mislim, da je tudi z tega stališča zelo zanimivo, recimo, seveda, zelo pomembna funkcija prevajanja fantazijske literature v slovenščino je tudi to, da ti navajaš bralce ne samo na fantazijo v slovenščini, ja, v glavnem fantazijo v slovenščini, ki jo potem slovenski avtorji lahko tudi pišejo lažje v slovenščini, vejo, da bodo naleteli na bralce, ker so ti bralci navajeni brati slovensko fantazijo, ne. In tukaj zdaj še vedno se mi zdi, da malo orabimo ledino na nek način, ne, čeprav je zdaj v zadnjih 2-5 letih, bova tako rekla, ne, zelo večji porast dobre, boljše literature, tudi pri založbah izhajajoče literature v slovenščini, fantazijske. Skratka, kako se ti to zdi? Se ti zdi, da to prevodna literatura, ne nazadnje, ti kot prevajalka, vidva kot prevajalca, skrbita tudi za to, da se fantazijska literatura lažje tudi piše v slovenščini? Ja, ne, se definitivno strinjam. Zaradi tega, ker ti rabiš kot bralec in kot avtor v bistvu neko kilometrino v žanru, pač ti se ne moreš lotiti fantazije pisati, če nisi fantazije nikoli bral. No, super, ja. Ja. Zaradi tega, ker pač ne poznaš konvencij in če to narediš, bi bila ta knjiga za nič. To je tako, kot če bi se jaz zdaj spravila horor pisati, ker pač ga ne berem, ga ne gledam, ker pač me je strah in bi poskušala pač nekaj narediti in bi to izpadalo pač katastrofalno, ne, pač kdor, ne vem, najbrž ste vzeli kakšno žanrsko knjigo v roke, ki ste bili tako pa, kaj, pa ta človek, to ne gre, ne, zaradi tega, ker pač se pričakuje določene stvari pač od žanra, zdaj vsi vemo, kaj so žanrske konvencije in tako naprej. Pač za vsak žanr različne, za mashup žanre, kot je recimo romantazija, kot jaz napisala, še bolj različne. In ti v bistvu tega ne moreš brez kilometrine. No in pa zdaj, a to, mislim, jaz sem večino fantazijskih romans, ki sem jih prebrala v angleščini, zaradi ker pač jih v slovenščini še ni bilo. Zdaj pač so prevodi določeni, pač se to, tako kot si rekel, razvija tudi pri nas. In pač jaz upam, da bo pač ta žanr zdaj vedno bolj zaživel in da bo vedno več tega. Pač trenutno so večina teh fantazijskih knjig, ki so šle pri nas, so ali pač, kako bi rekel, ta visoka fantazija, ali so mladinska, zdaj pač tega mešanja žanrov bo najbrž vedno več, ker je pač vedno zanimivo videti. Ja, jaz mislim pač, da rabiš kilometrino in da
v bistvu s tem, da ko bereš o slovenščini, ta žanr tudi nekako v bistvu usvajaš, pa ne besedišče v tem smislu, da bi ti zdaj točno iste te, ne vem, skovanke uporabljal, kakor so v drugih knjigah, ampak samo to, da se navadaš te elastičnosti jezika, ki jo rabiš za to, da pišeš fantazijo, da se navadaš, kako svet postavljati in tako naprej. Da ni čudno, ko nekdo izdre meč iz nožnice, recimo. Še ne uporabljamo nožnice. Vse narediš, da se izogneš tega. Karkoli iz nožnice. Pa še ena stvar, ki je meni zelo zmijena, tudi ko seveda nastaja fantazija v slovenščini in recimo pri tvojem romantaziju je to zelo pomembno, končno lahko uporabiš tudi malo drugo mitologijo, ni samo anglo-ameriške. Meni je kar je seveda pri tvoji knjigi se mi zdi izredno, je to, da je končno še malo uporabe slovanske mitologije, še malo naših besed, ki bi pri nas bile, tako ki si prej rekla, ki so v našo kulturo tudi vsejene. No, to je en point, ki sem ga jaz hotela na koncu malo predstaviti, da zdaj se skozi pogovarjamo o anglosaški književnosti. Mi zdaj, kada smo totalno prezrli dejstvo, da obstaja fantazijska književnost še v drugih jezikih. Pa ne samo v Witcher, ki prihaja k nam iz poščine, ampak imam persanje, ki so išle kaj vna zrcalka in tako naprej. Imamo en kup književnosti iz drugih evropskih jezikov, iz kitajščine, no vse zadnje, ki so včeraj predstavljali, ki je ne moramo brati v izvirniku in če teh prevodov ne bi bilo, mi teh knjig ne bi mogli konzumirati, ker zdaj najbrž z redkimi izjemami nihče od nas ni sposoben v kitajščini prebrati knjige, ali pa tudi v francoščini, tako da sploh ne na taki ravni, kot smo se pogovarjali, zdaj a imamo en jezik, ki smo ga sposobni toliko dobro govoriti in brati, okej, ampak da bi čisto pozabili na to, da fantazijsko književnost pišejo v drugih državah, je pa v bistvu tako, ker je taka slepa peganja, pešnice si damo gor in vidimo samo še anglosaško in je to problem, ne? Ja, seveda. Sneti zdaj pa eno vprašanje rojeno prav zate. Ko prevajalec prevaja dela, priljubljena dela, bova tako rekla, priljubljena klasična dela, kakšna so seveda Tolkienova, se mu lahko hitro zgodi, da oboževalci, ki so delo vzljubili zdaj v izvirniku, v angleščini ali pa v prejšnjih prevodih, tukaj imamo tale oklepaj pri Tolkienu, seveda, ker je to zdaj že tretji prevod, odrasli ob tem, bodi si izvirniku v novih prevodih, se lahko hitro zgodi, da so se zelo pripravljeni umreti na vsakem griču, na vsaki besedi, na vsakem izrazu. Kako si se ti spopadal s tem? Kako si se ti spopadal s tem, najprej mogoče pri prevajanju, se pravi tako, sprašujem te po tvojem psihološkem zdravju, Sergej, pa seveda, kako si se potem spopadal s tem, zdaj jaz ne vem, na dogodkih, ki sem jih večinoma jaz vodil, je bila publika dokaj relativno prijazna do tebe, ni bilo nič tako, ampak si pa predstavljam, da vseeno, ko včasih mogoče s kom igraš na spletu ali pa kaj pa je kdo anonimen, pa ti upa povedati kaj več, recimo o tem. Skratka, kako si se spopadal s tem, da vendar je tukaj ti zdaj imaš veliko breme neke zgodovine nad sabo in neke ljubezni, ki jaz verjamem, da je pristna, ampak je včasih ljudje izražajo na zelo zanimive načine. Ja, anonimno ni šlo brez požiga moje hiše in osebe in še česa, ampak ni bilo tega kaj dosti. Mogoče tudi zato, ker sem se res trudil, da ne bi sebe vtiskoval v ta prevod, oddajo pečata in sem pač res delal na tem, da bi čim bolj bil Tolkien. Zdaj, seveda, šarske nisem uporabil in je tudi nikdar ne bi, ker je preveč naša, ampak kakorkoli, pač. No, je pa res, da sem v času Jokerja že kar sem imel debelo kožo, tako da mogoče nisem neprespanih noči imel, ampak eni komentarji so mi dali misel, vedno se da še kaj izboljšati, v nezlobne sem pač slišal, ker zlobni komentarji običajno nimajo kaj dosti drugega kot osebnih kapric te osebe, Ampak ja, bi se pač ljudi mi je napisalo in
In pač pozitivne so bile fuloseve in pa ene pač kritične, ampak ne na način nesrama, ampak to bolj, a veš, to pa ne, mogoče bi pa jaz pa, ja, no, to bi pa tudi šlo, ker ni bilo v smislu, to je za nič, ti si debil, ne, ampak pač jaz bi pa to tako zato ker, ne, pa jaz pa okej, ne, pa je bilo malo debatica pa to, ne, tako je bilo čisto okej, ne. Mislim, še zmeraj sem živ, ker doladovci me niso skopili, postrigli in katran papirje pa tako naprej, ne. In tudi, ko sem imel pač, sem dobil njihove popravke prve knjige, so bile, mislim, praktično vse je bilo tako, aha, okej, bolj faktološko, mislim, nič tazga, da bi bilo, kaj si pazi, kaj si pazi tle zasral, čisto totalno, ne. Ampak to pomeni, da si že vmes sodeloval tudi z njimi? Ne, nisem sodeloval. Blaž Derlec, Blaž tle? Mislim, da ga nisem. Ni, okej. No, še drug se ne važno, Blaž je napisal pač v slovenščini, oziroma imamo slovenski napis gor in spodaj na prvi strani, ne. Mislim, nisem že tja se hodil posvetvati, ne, pa nekaj, ne, ker to pač niti ne bi bilo v redu, ker pa bi takoj dobil milijon različnih stvari. To ne gre, to vse, ne, jaz se sicer probam, da ni moj ego, ali pa da se ne vtisnem noter, ampak vse en ton pa je, ne. Niso zdaj 10 stvari, pa eni nikoli niso tako imenovani, eni so trojno besedo, eni pa z eno, zato ker se nekomu zdi boljše, ne, to pač ne gre pa. Tako, no, mislim, ni bilo nekih prav izpadov ali pa nekaj, tako, čisto okej, ne. Čisto okej, ne. Zelo lepo. Ena zanimivost, ko si prej rekla, glede žanra, ne, da ljudje, ki ne pišejo žanra, ali pa da ne poznajo žanra, da pač niso sposobni, ne, in tako naprej, da ne bi bili sposobni ostati. En zanimiv primer mi je prišel iz sveta videoiger, ker sem zdaj malo bolj v tem področju. Fumito Ueda, če kdo pozna, tukaj je kdo gamer, je kdo igral Shadow of the Colossus, je kdo igral Last Guardian, no, ta tip je drugače arhitekt, mislim, da je, se zmotil, ampak skrata, čisto nekaj drugega, ne, in je v letu v svet videoiger naredil trojček, Ico, Shadow of the Colossus, pa Last Guardian in šel, ne, in vsi tako, wow, to je pa full holo, ne. Koliko dobro, ne. In v bistvu naredil žanr, pravzaprav, pod žanr, akcijske avanture, ko bi rekel, melanholičen in tako naprej, umetniški domala, ne, ampak mogoče lih zato, ker ni bil omejen z žanrskimi konvencijami, ne. Tako je, medklice, ne. Tako da jaz na pamet zdaj ne vem, v fantasyju mogoče zihrek še tak primer, ne poznam zdaj na pamet, ampak bi si pa mislil, ne, da so taki primeri v več žanrih, ne. Mogoče je to, da če si preveč, a veš... Da potem se bojiš, da boš črpal, da boš recimo po nesreč posnemal Tolkiena, pa po nesreč posnemal... Ne, da ga avtomatično posnemaš. Da si... Če si pa ti recimo, ti pa recimo tako, ne vem, ti si slišal za Tolkiena, slišal si za, ne vem, Prstan, blah, ne, potem ti nastane ena zgodba, ki ni omejena s konvencijami in zapovedmi žanra, zato ker ti nisi vsega tega prebral, ne. Mogoče. Ne vem, pa moraš biti ful dobrega urednika, ki te po prstih udari tam, kjer kršiš konvencije žanra, kjer pač ne vem, tako, da bi, ne vem, napisal romanco, kjer na končnem domu je. Kaj pa če je to, no? On ni romanca, a veš kaj mislim, pač... To je death romantasy. Dobro, preden izumite nov... 10%, pa. Preden izumite nov žanr, še zadnje vprašanje z moje strani. Zdaj upam, da kakšnih založnikov ni tukaj, da prisluškujejo, ampak vseeno, kaj bi vam bil največji izziv ta trenutek prevesti v slovenščino? Začel bom s tabo, kaj ti tak nimaš več kaj izzivov, ampak vseeno, mogoče vse seveda obema vprašanje. Skratka, kaj bi bilo nekaj, kar bi vam nekdo ponudil prevajanje, ali pa da bi vidva nekom ponudila, pa bi rekel končno ja, pa bi bilo to, bi vam to, ne vem, polepšalo naslednjih 40 let. Hecam se, 10 recimo. Jaz imam od Naomi Novik serija Skullmans, ne vem, kako se tako izgovori, skratka pač je tako kot ena bradavičarka on crack. Pač v bistvu magične otroke vržejo v šolo, ki jih poskuša pojesti, ubiti in na druge načine posamiti. To je enako kot bradavičarka. Vse v bistvu, ja. To je vsaka šola, kaj zdaj hočeš. Ne vem, kakšna je bila tvoja šolska izkušnja? Takšna! Zato ne pišemo, čeprav mogoče bilo terapevtsko. Pač taka zaključena trilogija je, no. Mislim, da se oba Sergeja pa oba travme od nedokončanih serij. To pa verjamem.
prevodov nedokončanih serij. To ni to dobro. Ne, to ni dobro. Tako da ziher bi izbrala nekaj, kar je že zaključeno. Pa novi, ki je... No, super, gled, zato upam, da je kdo slišal, ker to mora slišati. Sergej, kaj pa ti, oziroma, a to že pomeni, da tudi že imaš kakšen izziv za naprej? Imam izziv, ampak ne bom še razkril. Ni tak izziv, vseeno jaz sem tako... Ni Robert Jordan. Ne, ni Robert Jordan. Ne, zdaj so skenslali tretjo sezono, pa oziroma serijo. Zato sem neprespan, ker sem bil. Se vem, bravo. Skratka, sneti kaj? Scenarij je Rings of Power. Zakaj noč? Kaj sem ti naredil? Zdaj pa te bom pustil, povej. Kaj bi ti bilo izziv? Izziv bi bil Ericsson, ampak po mojem ni založbe v širši regiji, ki bi to prevzela. Če bi šel pa izven žanra, čeprav tudi ne, ampak malo pa, bi pa bil zbrano delo Jamesa Clavella. A ne? Tam je še. No, ja. Če kdo pozna Jamesa Clavella. Ste pa gledali Shogun mogoče? A ste gledali Shogun? No, Nekateri so. On je v bistvu še full, ne, se pravi, mi imamo v slovenščini Tajpan, ne, imamo Tajpan, še Podganjega kralja imamo, pa Shogun, to vem, pa možno, da imamo Tajpan, če prezikar, ampak on je v bistvu tako enih 8 hod, ki govorijo o, prosim? Tajpan je serija. Ja, v slovenščini knjigo, ja. V slovenščini spremljam sta Podganji kralj, ki je bil tako, pa Shogun, ki je tako, ne, ampak on je pisal ono bukle, ki govorijo o Evropejcih v Aziji v različnih časovnih obdobjih in segajo od Kitajske 14. 15. stoletja do Irana 1979, ko se bo držala. Nekaj je treba same, o nečem je treba same. Res je, in to je zelo drugače. Zdaj pa seveda odpiram vprašanja občinstva. Igor je lahko, povem do konca. Vprašanje za občinstvo, skratka, je kakšno vprašanje najprej kdo razen Igorja, lepo prosim, gledam, gospod prvi vrsti, a imamo kakšen mikrofon, ali bomo takole na suho? Imamo mikrofon je na poti, mikrofon potuje, mikrofon se je zapletel, za malo. Evo, mikrofon je tukaj gospod v zeleni majici, bo prvi uporabil ta mikrofon in prosim, se sliši? Slišite. Kako je s prevajanjem imen? Mislim, se vem, da je lahko ful obširna tema, ampak včasih je v imenu tudi kaj pomena noter tujem, včasih pa ne, včasih je pa miks. In se pa za vsako knjigo posebej odločiš, prevajal bom vsa, ali pa ne bom jih sploh, tako kako gre tle kaj to? Da bi imel prednost. To je zahtevno vprašanje. Definitivno se za vsako knjigo posebej odločiš, ni tako, da zdaj si ti to odločiš od danes naprej, prevajam vsa in potem cel tvoj opus od zdaj naprej bo tak. Mislim, da načeloma se jih prevaja, pa poskušaš biti znotraj enega sveta čim bolj konsistenten. Tako da, če začneš prevajati, poskušaš prevajati vsa. Vse za tiste, ki veš, kot je kakšne hodora, recimo. Problem je, če serijo prevajaš sproti, ko izhaja, pa še ni dokončana, pa se bo avtor nekje v eni 5. knjigi odločil. Mislim, se tudi ne bilo, Pižam, sem Boštjan imel težave. Načeloma, bolj, ko si konsistentnosti ključna, se mi zdi. Pa tudi mislim, da glede komu namenjeno, se pravi za mladinsko književnost načeloma, da bi se prevajalo. Ja, zaradi tega, ker so bolj pač pomembni. Pa tudi včasih so pač je pač ime, ki ga nosi lik, zelo opisuje njegove značilnosti. V takem primeru boš absolutno prevedel. Pač, če je to nekako, ne vem, povezan z njegovo magijo ali z njegovo zgodovino ali kakorkoli. Če ima pa samo pač, ne vem, ime, ki je tako, ne vem, pač lahko daš nekomu ime Brin, pa pač to ne pomeni, da je lesen, pa pač ne vem, da ima špičast ali kakorkoli, pač, ampak je to samo pač ime, pač ni, včasih je važno, včasih pa ni, no, tako. Ne, ti imaš ti kakšno? Ja, je kar problem to, no. Običajno jaz naredim tako, da če vidim jasen pomen ven, ga prevedemo, ne. Če pa ne, pa ne, ker tako kot recimo Boštjan v Igri prestolov, ne, se pravi Stark pač
nismo prevedla, ne, recimo, ne, medtem ko določena imena, ki so pomenska na prvo žogo, pa pač ja, ne. Sicer nikoli nisem čisto ja, okej, ne, super, ampak recimo, da je to neka salomonska rešitev, ki tudi vzdušje ne pokvari, ne. Zdaj, če bo sami Slovencev pol hoditi, pa spet bo dobro, ne. Mislim, da bo, veš, da je to anglosaški svet, ne, zato ne, pa pol hodijo razni gabli, pa tako naprej, ne, to ne štima čisto najbolj, ne. Tako, ne, ampak seveda, če imaš pa recimo Winterfell, ne, pa da odličen prevod Zemišče, ne, pa v Tolkienu imaš tudi pač ene stvari, ki seveda bojo prevedene, ne, ki pač ne bojo prevedene, čeprav bi lahko, ne. Ampak da srečo, ne, gospod Tolkien, štimo debelo knjigo za prevajalce, ki je bil nizozemski prav tako za nič, je rekel, zdaj pa tako. Naredi tako, okej, v redu, ne. Zato so razne mešance, ne, notar, ko rečeš, kaj si debil, ampak, lahko rečem, Tolkien je tako hotel, ne. Ampak je, by the book dobesedno, ne. Takole, tako mora biti, tole, tako mora biti, ne. To je izjema. Da imaš priročne prevajalce. To je velika izjema, ne, pa običajno tudi avtorji ne vejo, kaj počnejo. Ne, res, to je dejstvo. Dobro, lahko so avtorji sami nekonsistentni. Popolnoma. Ja, pa recimo ti misliš tako, zdaj je on napisal knjigo, to vse mu jasno. Jaz sem pisala Svatovinču pisala, nič ne vem. No, mi smo imeli pa, Rodfos je imel forum svoj, ne, smo v geslu, po vse se opisali, da se razprašvali, sem že videl tako, ker mi smo dobili precej pozno tole, smo tako probalice so biti tam, ne vem, Kitajka pa uno, ne, pa to tako, ne vem, no, to moram še doumeti, nisem še pogledal, tako da je, to sem se pa zmotil. Tako da prosim, ne, če imate kakršne koli, če menite, da je fantazijskim avtorjem vse jasen, ne, vam je bolj jasen, ne, čistko, ne. Vi ste več večkrat prebrali to knjigo. No, in pa so bili še neke pesmi, v drugi knjigi od Rodfosa, če se spomnite, so bili neki skriti pomeni, ki so kao namigovali na tretjo knjigo, bravo, stari, kjero leto zdaj? Tako da, Ja, je pa vedno malo kompromisa, ne, se spomnim, ki se prej omenila Mantle, ne, tam se seveda mi angleške kralje načeloma prevajamo, ne, ampak potem imaš tam Lord, ne vem kaj, tam je pa kralj Juri, ki sedi, ne, je pač malo tako smešno se skupaj, ne. Pa so pa Karel pa... Ja, malo štajersko zveni. Še kakšno vprašanje, tamle je gospod v rdečem. To ni, Ful smo govorili o tem prevod ali izvirnik, pa bi mogoče jaz predlagal, ali pa me zanima, kaj si mislite o tem, ker meni se zdi, da največ se naučiš in o angleščini, in o slovenščini, in o izvirniku, če pač prebereš vse prevode plus original. Če imaš zelo veliko časa, absolutno. Jaz to naredim, ne, se strinjam, to bi bilo idealno, samo žal je tempo življenja to hitro ratal, ne, da pač tudi je že Tolkien odvrgljiv, ne, a veš, je tako, ne, pač, ne, tako pa da ne vem. Se vidim po izposobi knjižnicah, ne, prvi je tako, Bratstvo prstena je tako 200, ne, pol je tako, Stolpa sta 90, ne, pa Kraljevo vrnitev je tako 40, ne, veš, tako. Ne, nimajo ljudje, mogoče tudi nepozornosti, predvsem pa največ časa, da bi eno samo stvar se ji posvetili, ne, zato ker je toliko motilnikov, pa to vsot, ne, še nekaj objavil, ne, pa tako. Kaj šele, ne, da bi, čeprav bi se meni zdelo ful dobro in to je edina, v bistvu edina pot, da res jezikovno zrasteš in dojameš in tako naprej. Mislim, če ti je to v interesu, jaz imam ta problem, da moj seznam neprebranih knjig je absolutno daljši, kot jih bom lahko prebrala v tem življenju. In pač potem, kakšne je pač, ko so res izjemne, pač bereš 2-krat, 3-krat, Gospodarje prstanov, celo večkrat, pa Prevzetnost in pristranost. Ampak da bi pa zdaj knjige, ki so ti pa tako v redu, ampak vsemi ne najboljših 10, da bi jih pa zdaj prebiral večkrat, pa ja, ne vem, pač mora biti to res zanimati. Tudi z jezikovnega. Ja. Pa definitivno priporočam, da Tolkiena berete z rdečim kuljem, potem ko berete Snetjeve prevode. Sam ne, če je iz knjižnice. Aljoša. Ja, to pa res ne, skratka kupite prej. Še kakšno, imamo cajt še za eno vprašanje? Aha, tukaj,
Gospodična Maha se mi je zdela, sem prej nekaj slišal, iz hrbta se opravičujem, ker tudi kažem hrbet, ampak... Jaz sem tudi jezikologinja in prevodoholik, tako da A to je uradna diagnoza? Ja, je diagnoza, Tako, samo en komentar, vas malo izovem, hvala za krasno debato. Zdrznala sem se ob omembi nevidnosti prevajalca. To mislim, da v prevodoslovju smo že malo presegli ta koncept. In v bistvu se nekako mi zdi sploh, če se navežem na zdaj ta zadnji dialog z še živečimi avtorji, v bistvu prevajalec na nek način interpretira to besedilo in pusti svoj pečat na njem, zagotovo. Tako da jaz tudi zelo z velikim veseljem preberem, ko vidim sploh na platnici napisano ime prevajalca, recimo že vem, kaj lahko pričakujem od tega besedila, da bo prevod kvaliteten ali pa da bo tako, da se tega v bistvu... Sem zelo vesela, da je Mladinska knjiga in tudi druge založbe zdaj to redno tako objavljajo. Tako da se pa zelo strinjam, da najbrž ne sme pa biti prevajalec aroganten pri tem, ko nek slog, tako da ne pusti tega svojega pisateljskega glasu, recimo. Tako, sploh ko začneš, mislim, zdaj pač Sergej piše bolj neleposlovne zadeve, jaz pišem tudi leposlovje. Mislim, meni bi bilo grozen, če bi se mene začeli slišati čez prevod. To se mi zdi, da bi bila velika greška, pač. Tako da jaz kot prevajalka, pač mislim, pa ne vem, a vzamejo ljudje v roke prevod, zato da bodo slišali prevajalko, kaj jo recimo. Ja, prevodokol, ja veš, ampak to je spet en ful manjši režen ljudi, ki berejo, ne. Pač že tako je tistih, ki berejo žanr, manj pa, a veš, vedno ožje, ne, in za koga zdaj delaš prevod, ne. Pač, ta pečat, v bistvu, recimo, se mi zdi bolj že vsaka odločitev, ki jo prevajalec naredi. Seveda, ja. Ja. Dve osebi bi isto delo, kot je bilo vidno pač recimo na Gospodarju prstanov, ne, bi prevedel na 3 različne načine, ne. In pač definitivno lahko rečeš, da je to pač pečat od vsakega pač prevajalca, ne. Ampak ja, ne vem, meni se še zmeraj zdi, da pač mora glavna zvestoba pač in glavni, da mora biti avtorjeva, pač da moraš ti biti predan nekak temu, ne vem, pač zdaj mogoče ja ta nevidnost, da je to nekaj, o čemer so govorili v prevodni teoriji pred leti, ampak meni se ne zdi napačen koncept, zaradi tega, ker zelo hitro pač pride do tega, kar si ti rekel, ne, da mogoče pa tlele ni čist najboljš, a ne, pa da mogoče bi pa tlele lahko malo boljš povedali, pa v slovenščini pa to boljš zveni, če tako naredim. Kje je meja, ne, a veš, tako, ja. Ja, meja je na meji nevidnosti, ne. No, skratka, seriously though, ne. Mislim, ni črno-belo, ne, seveda, ne. Ti se trudiš manj odtisniti, ne. Seveda se odtisnem, ne, normalno, da se sem jaz, ne. Tudi v Rotfusu sem dal ideščino not malo, ne, za hec, kaj je pasala, ne. Ko je program, pa nisem dal, ne, namesto škotskih noter idrce tlačil, ne. Ampak ti svinjajo s prašiči, ne, ti ste mi delali odlično uno, da bom malo zabelo, ne. Ti ste recimo mene vid, ne, kakšen drug prevajalec verjetno ne bi tega naredil, ne, ampak okej, ne. Ampak probaš pa to čim bolj zmanjšati, ne, na manjšo mero. Ti už sigurno me ne slišala v določenih izrazih, ki so malo bolj rudarski, ne, oštri, ne, kakorkoli, ampak en drug, recimo, če bi ona pravi, bi bilo nekaj drugega, ne bi bili rudarski, ne, ampak... Šiškarski, bi pasali. Kakorkoli še, ne, tako, ne, ampak probaš se zavestno brzdati, da ne pretiravaš tem, ne, to sem hotel reči, ne, da smo zdaj midva nevidna, ne, niso na meji, okej. Ampak, da določene mere, ne, moš loviti tisti, da je prav, a veš, ne, da nisi ti zdaj, pa tako, ne, zdaj bom pa jaz tle, ne, zdaj pa tolkin videl, kaj se to prav, ne, ali pa zdaj bo pa XY videl, kaj se to prav, pa se še malo pisatla, pa še ful urednika, ne, pa tako, to je pa zdaj dobro, ne, to je za nič so, tako, ja.
Super, hvala za vaše vprašanje. Zdaj na tej točki smo že tam, ker moramo dogodek končati. Hvala, da ste prišli. Seveda NMN-ja še ni konec s tem, imate še veliko dogodkov. Ne nazadnje zdaj za nami poteka pogovor o Star Treku za tiste, ki se tukaj niste znašli po naključju, pa že čakate v nizkem štartu. Ne zapustite, ostanite tukaj, obsedite na sedežih. Za tiste, ki pa bi želeli morda, tako kot sem rekel, kakšno od knjig, mogoče tudi Kajino, seveda najdete knjigo njeno za podpis, skratka, pa ugrabite oba prevajalca, jaz vam dovolim, ker jaz ostajam na Star Treku, tako da ugrabite ju, vprašate ju tudi, kaj še lahko preden vam zbežite in hvala še enkrat, da ste prišli.